V bistvu prva operna pevka, ki bo kadarkoli nastopila na koncertu Radia City. Res. Tega pa nisem vedela, tako da, no, evo, še ena, kako bi temu rekla, še ena prelomnica, jaz sem čist divja. Verjetno bi marsikateri vaš glasbeni kolega rekel, da pa je to zdaj res čista kaplja čez rob. Je? Ali more biti? Mislim, da more biti. Če sem že imela takrat toliko, bom kar po domač povedala, če lahko jajc, da sem šla na Emo in potem na Eurosong, v bistvu ti si je bila te glavna kaplja čez rob, zdaj pa pač je to moje jezero, v katerem plavam. Pravijo, da se na tovrstnih preditvah najbolj nekako začuti ta mariborska duša, ne? Odprto nebo in si malo pod gasom, šali rečeno, ne? Ja. Ne, mislim, jaz sem ravno prej, ko sem prišla, sem rekla, joj, dež, groza, ne? In smo ugotovili, da se tukaj vse spremeni v dobro, tudi če je dež in vse to, tako, ker Mariborčani imajo en poseben duh, ne? In ko sem jaz prišla iz ljubljanske opere v mariborske opere, je bil najprej kulturni šok, ne, ker prvo, kar sem mogla narediti, sem mogla z njimi jesti pa piti, ne. Tako da, ja, rada sem tukaj, vesela sem, da sem tukaj. Pa je v tem času v vas prišlo kaj te mariborske duše? Ste mogoče čist malo Mariborčanka? Ja, sem Štajerka, itak, z srcem in dušo. Jaz nisem nikdar govorila, da sem Ljubljančanka. Tako da, tam, kjer je dobra volja, kjer je veselje, tam sem itak jaz, ne, ta prva. Zdaj pa ne more mimo še ene vaše nove prelomnice. Mislim, da ste prva oziroma po dolgem času spet ena izmed Slovenk, ki bo nastopila na tem hrvaškem splitskem festivalu, če se ne motim. Kaj več o tem? Ja, mislim, da boš moral priti v sredo na predstavitev nove pesmi, ki jo je napisal Boštjan Grabnar. Teh sem napisala jaz, Nek te voli kao ja, in to je res. Jaz sem prva Slovenka v samostojni Sloveniji in po 20 letih, ki bo stopila na oder Splitskega festivala, in sicer so oni mene povabili, tako da ta prva, ko sem dobila njihov klic, sem mislila, da gre za hec, ne, ampak je zadeva resna in sem zelo počaščena, da grem dol, in mislim, da smo res napisali sva krasno skladbo, tako da se že obada veseliva, pa zdaj upam, da bo Bog dal, da se nam bo išlo, da bo z mano nastopila na odru tudi Klapa s Obrenom. Zakaj mislite, da na hrvaškem festivale še zmeraj povezujemo z glamurjem, z dobro glasbo, z bliščem, pri nas pa večinoma z naslovnicami tabloidov? A ni to žalostno? Je, ne? Mislim, jaz sem ravno zdaj napovedala, da se umikam iz tabloidnih revij, zato ker mi je bilo vsega preveč, ne, ker enostavno posod so meje, ne, in jaz pravim, da če me ima kdo kaj za vprašati, me lahko vpraša o glasbi in tam imam dosti za povedati, saj mislim, da še, in to tudi je dokaz, to povabilo recimo na Splitski festival, gremo na Sončane skale, gremo na slovensko popevko, se pravi, da vendarle to, kar delam, je dobro, torej mislim, da z veseljem bom vsakmu povedala marsikaj o glasbi in o vsem tem dogajanju, ki ga ne manjka zdajle taki po mojem želenju, in vse ostalo pa ni pomembno. No, za tiste, ne, tamle je kamera, lahko ga zdajle pokažete, to je moj fant, videli ste ga v vseh tabloidnih revijah in zdaj je to je dovolj in jaz sem zadovoljna, moje privatno življenje je brez kakršnikoli škandalov, torej ne rabimo tabloidov, delimo dobro glasbo. Bi mogoče lahko fanta še kaj poprašali? Ne. Tukaj sem jaz sem tista, ki je glasna, ki daje intervjuje. Pa se možete dotakniti slovenske popevke, nastopili boste v precej nenavadnem, presenetljivem duetu s skupino Sons. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Zelo hecno. Jaz sem pela z Iztokom Gostinčičem, njihovim pevcem, na nekem nastopu, na nekem eventu, dueti s Fantoma iz opere, ne? In ne vem, padla je ideja, kaj pa če bi mi nekaj skupaj naredili, napisala sva skupaj skladbo Mostovi, pa je skupaj skupino Sons in to je spadalo toliko dobro, da smo poslali tja in menda smo bili po prvem poslušanju takoj sprejeti in menda smo tudi, imamo enega najboljših tekstov, tako da sem zelo, zelo ponosna in se zelo veselim, ker so super fantje, tako da evo, gremo še na slovensko popevko.